Pozdravljeni. Rak dojke je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah. Kljub napredku v medicini diagnoza še vedno prinaša veliko strahu in vprašanj o zdravljenju, okrevanju in o življenju po bolezni. Zato danes gostim doktorico Simono Borštnar, onkologinjo z Onkološkega inštituta Ljubljana, ki že desetletje pomaga ženskam premagovati raka dojke. Dobrodošli, dober dan. Dober dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Zakaj je rak dojk tako pogost? Pogost pri ženskah, a ne? Ravno zato, ker je to ženski rak, ki nastane v ženskem organu, torej v dojki, ki je izpostavljena. Te celice v dojki, v železnem tkivu dojke so izpostavljene stalnim mutacijam in ko se ena obdrži, ne, zaradi različnih vplivov, a ne, potem nastane rak dojke. Na kaj moramo biti ženske pozorne pri samopregledovanju oziroma kakšni znaki so tisti, ki jih moramo imeti resno in reči, ok, to je pa fino pokazati. Dojke se pravzaprav vse skozi spreminjajo, a ne? Predvsem v obdobju pred menopavzo. So pred menstruacijo nekoliko bolj napete, potem po koncu menstrualnih krvavitev se ponovno postajajo nekoliko mehkejše in vse skozi lahko zatipamo nove spremembe v dojki, različne zatrdline različnih velikosti, ki so praviloma benigne, posebej, če se spreminjajo med ciklusom. Če pa neka taka zatrdlina ostane in jo tipamo vse skozi, na primer 2 meseca zaporedoma, potem je pa to že znak, da je lahko nekaj narobe. Pozorni moramo biti tudi na spremembe kože, če na primer postane rdeča, če vidimo neko vdolbinico na koži, ali pa da zatipamo zatrdline v pazduhah. To je vsekakor alarm, ki zahteva takojšen obisk pri zdravniku. Kaj pa na primer ženske imamo pogosto tudi ciste v dojkah? Kaj ciste so, zakaj nastanejo in kako jih je potem treba spremljati? Ciste so popolnoma nenevarne spremembe, benigne spremembe, pravimo, nastajajo zaradi zastoja vode v mlečnih izvodilih. In to se pravzaprav tipa kot tumorček. Kot sem rekla prej, nastaja pod vplivom hormonov, nivoji hormonov se v premenopavzi spreminjajo in s tem se tudi spreminjajo te ciste. So majhne, lahko celo izginejo, nato se ponovno pojavijo. Se pravi, to ni nevarna sprememba, nevarno je le, če ostane tipna vse skozi, potem je pa treba seveda to pregledati, narediti biopsijo, punkcijo tega, da se pogleda, kaj to v bistvu pomeni. Ponavadi se to dokaže, da je to navadna cista. Ciste so pravzaprav zelo pogoste, tam nekje v starosti med 35 in 50 letom. V menopavzi nič več in tudi pri zelo mladih deklicah ponavadi niso tipne. Ampak v tem obdobju, kot sem rekla, 35 do 50 let, je pa to en tak pojav, ki ga praktično zazna vsaka ženska. Vedeti moramo, da je večina teh zatrdlinic v dojki benignih, to se pravi nenevarnih. Tako da ni treba, da je žensko vsakič strah, ko nekaj zatipa. Mora pa biti pozorna, se to spreminja ali ostaja. Brala sem tudi, da obstajajo določene vrste raka dojke, ki niso tipne. To jih pa verjetno odkrijete na mamografiji, ultrazvoku. Tako, ja, res je. V onkologiji dojke gremo pravzaprav v to smer, da poskušamo odkriti spremembe, ki sploh še niso tipne. Temu je tudi namenjen presejalni program, da take netipne rake pravzaprav odkrijemo čim prej. In čim manjši so, tem lažje je zdravljenje in tem boljši so, tako gledano v celoti, izhodi bolezni. Tak nek majhen rak večinoma postane z časom, če ga ne odkrijemo zgodaj, postane tipen. Še ko je velik centimeter, 2, odtle še vedno govorimo o relativno majhnem tumorju. Ko pa zrastejo na več kot 2 centimetra, so to pa že veliki tumorji in je pravzaprav čudno, če jih ženska spregleda. Redko pa so raki taki, so nekateri podtipi, ki pa so lahko veliki, 3 centimetre, pa se pravzaprav ne tipajo, se nekako v železnem tkivu skrijejo. No, in zato je pomembno, da ženska hodi na te presejalne programe, kjer raka odkrijemo z mamografijo, ne s tipanjem.
S tem ne rečem, da neko samo pregledovanje dojk ni pomembno. Seveda je. Pomembno je, da ženska pozna svoje dojke in da take zatrdline, ki ne izginejo za tipa, jih zazna. Vendar še bolj pomembno je, da v starostni skupini med 50 in 70 letom, ko imamo organiziran presejalni program, da se udeležijo tega programa in potem te netipne erezije lahko najdemo. Koliko različnih tipov raka dojke poznate? Delitve so različne, ne? To so lahko samo morfološko izgledajo drugače, to govorimo o tako imenovanem duktalnem karcinomu, ki zraste v teh mlečnih izvodilih, pa lobularnem karcinomu, ki zraste v režničih izven teh izvodil. To je taka groba delitev, ki je pravzaprav bolj pomembna za nas klinike. Potem imamo tudi podtipe različnih rakov. Te podtipe pa določimo glede na biološke lastnosti tumorja. Govorimo o hormonsko odvisnih rakih, če so izraženi hormonski receptorji, takih je večina, pravzaprav 80%. Potem so taki raki, ki imajo izražen receptor HER2, to je receptor na sami membrani rakave celice, ki če je prekomerno izražen, to pomeni zelo agresivno obnašanje celice, ampak imamo pa zdravila usmerjena proti tem receptorji, ki pravzaprav zelo pomagajo, da ta rak pozdravimo in da ima pravzaprav eno boljših prognoz. In potem imamo rake, ki nimajo teh receptorjev, govorimo o tako imenovanih trojno negativnih rakih, brez pozitivnih hormonskih receptorjev, brez tega HER2 statusa, ki so pa nekje najbolj agresivni. In vsak tak podtip raka zahteva nekoliko drugačen pristop, drugačno zdravljenje. Zato je za nas zelo pomembno, da te lastnosti razpoznamo, da res pomagamo vsaki posamezni bolnici tako, kot je treba. Koliko žensk letno pa zboli za rakom dojke v Sloveniji? Ravno včeraj so prišli novi podatki ven registra raka Slovenije za leto 2022. Vedno gre podatki za par let nazaj, ko se res zberejo in preverijo. In ta številka o pojavnosti raka dojk je sedaj 1502 ženske so v letu 2022 zbolele in 8 moških. Rak dojke je možen tudi pri moških. Zelo redko, ampak vsekakor ga tudi vidimo. To se pravi 8 do 15 na leto nekje. Kje nas to uvršča v primerjavi z evropskimi kazalci? Zelo podobno. Kar se tiče pojavnosti raka tiče, gremo bolj po temu zahodnemu svetu, ker vplivi okolja so pomembni. Staranje prebivalstva, dlje ženske živimo, večjo možnost je, da raka dobimo, kakršnega koli, vključno z rakom dojk. Vplivi okolja, spreminjajo se tudi navade, ženske manj rojevajo kasneje in to je tudi en teh dejavnikov, ki nekako povečuje tveganje za rak dojke. Izpostavljenost estrogenom, to je zgodna menopavza, zgodna menarha, to se pravi prva menstruacija in kasna menopavza, kaže na večjo izpostavljenost estrogenim hormonom, tekom življenja to nekoliko povečuje tveganje za raka dojke. Malo povečuje tveganje tudi, naprimer, nadomestna hormonska terapija v menopavzi. Zelo malo, ampak vseeno malo vpliva. Kontracepcijske tablete, hormonske kontracepcijske tablete tekom rodne dobe. Spet zelo malo, ampak nekaj prispevajo. Pa način življenja, prekomerna telesna teža po menopavzi, pitje alkohola, manj gibanja, to so ti dejavniki, na katere lahko vplivamo in kateri prispevajo tudi k drugim kroničnim boleznim, so pomembni tudi pri razvoju raka dojk. Vsak mal prispeva, da se te neke mutacije, kot so rekli na začetku, ki nastanejo v žleznem tkivu raka dojk, da se kopičijo, nastanejo, se ne popravijo in se do tega raka pride. Ko pacientki svoji poveste, da je zbolela za rakom dojke, kakšne so najpogostejše reakcije? Zelo različno. Seveda je za vsako žensko, ko izve to diagnozo, najprej šok. Potem se pa spopadajo na različne načine. Zelo veliko, to je pogosta bolezen, in veliko teh žensk že pozna neke druge prijateljice, znanke, sorodnice, ki so za to boleznijo že zbolele
In če jim je zdravljenje dobro šlo, če so ozdravele, večino pa morate vedeti, da jih ozdravi, je potem to njim lažje tudi sprejeti to diagnozo. Če pa imajo nek podatek o slabem poteku bolezni pri kakšnih od svojih kateri od svojih znank, je pa potem to nekoliko težje. Ampak informacije, ki jih dobijo v prvem srečanju z zdravnikom ali pa zdravstvenim delavcem, so zelo pomembne. Ta jih mora usmeriti do nadaljnjih informacij. Če se ne morejo spopasti s svojo diagnozo, imamo organizirano psihosocialno pomoč, oddelek za psihoonkologijo, ki zelo, zelo dobro deluje na Onkološkem inštitutu. Je seveda podhranjen kadrovsko, kot vsi oddelki, ampak je lahko veliko pomoč. V pomoč so vsaki ženski lahko tudi njeni svojci, soprog definitivno, dostikrat pridejo s sestrami, mlade bolnice z mamami, starejše bolnice s svojimi hčerkami, in vse to pomaga nekoliko, da lažje predelajo vse informacije, ki jih dobijo, in se potem tudi lažje spopadajo z zdravljenjem. Kakšen način zdravljenja imate vse na razpolago? Medicina noro napreduje, verjetno se kar naprej pojavljajo nova in nova zdravila. Kakšno orožje imate vse v rokah? Orožje imamo veliko. Treba pri raku dojke vedeti, da je zdravljenje multidisciplinarno, da samo ena vrsta zdravljenja ne zadošča. Še 70 let nazaj je bilo pravzaprav edino zdravljenje kirurgija, ki je ozdravila tudi v tistem obdobju veliko žensk z rakom dojke, ampak zelo veliko jih je pa tudi umrlo. In kirurgija je še vedno pomemben del zdravljenja, seveda. So pa čedalje bolj pomemben način zdravljenja pa zdravljenje z zdravili, to je sistemsko zdravljenje. Tle pa imamo izjemno veliko zdravil, ki jih uporabljamo pri tako zgodnjem raku dojk, to se pravi takrat, ko je rak še majhen, samo omejen na dojko, in že takrat je pomembno, da neka prava zdravila zberemo in jih dajemo, da preprečimo, da bi se bolezen kasneje razsejala in bi nastala tako imenovana razsejana metastatska bolezen. Namreč rak dojke že takrat, ko je čist majhen, je lahko tako agresiven, da posamezne celice odletijo po telesu, po krvnih žilah, limfnih žilah, in se naselijo nekje v telesu in čakajo na primeren trenutek, da se razvijajo metastaze. In to hočemo preprečiti. In to delamo z zdravili, ki jih bolnice dobijo po operaciji ali pa celo že pred operacijo. In ta zdravila so lahko različna hormonska zdravila, pravilnejši izraz bi bil antihormonska zdravila, ker delujejo preko hormonskih receptorjev ali pa preprečujejo tvorbo hormonov estrogenov v telesu. Taka zdravila dobiva pravzaprav 80% vseh žensk, ki zbolijo za rakom dojk že v tej zgodnji fazi. Potem imamo na voljo različne kemoterapije, ki jih dajemo pri nekoliko bolj agresivnih rakih ali pa tistih, ki nimajo hormonskih receptorjev, in tako nekje 40% vseh bolnic z zgodnjim rakom dojke dobi tudi neko dopolnilno kemoterapijo. In potem imamo še različna biološka zdravila, čedalje več, tako da praktično pri zgodnjem raku dojk večina bolnic že danes sprejme neka biološka zdravila. Naprimer te s strojno negativnim rakom imunoterapijo s monoklonskimi protitelesi, potem te z prekomerno izraženostjo tega receptorja HER2, anti-HER2 zdravila, trastuzumab, pertuzumab. Bolnice s hormonsko odvisnimi raki pa v zadnjih 2 letih in pol dobivajo, če je večji obseg bolezni, če je to rak z nekoliko večjim tveganjem ponovitve bolezni, še natančna zdravila v obliki tablet, ki se imenujejo zaviralci od ciklina odvisnih kinas. Zato nam je tako pomembno vedeti na začetku, kakšen ta tumor je, da izberemo pravilna zdravila ali pa kombinacijo zdravil. Veliko bolnic dobi tudi 3 različne zdravila iz 3 različnih skupin, da res že na začetku poskušamo preprečiti ta oddaljen razsoj bolezni. Žal, pri četrtini bolnic do tega vseeno pride. Takrat pa imamo spet na voljo eno res celo paleto zdravil, s katerimi zmanjšujemo obseg bolezni, ko je bolezen že razsejana, in podaljšujemo življenje.
ne malo bolnic z razsejanim rakom dojk živi sedaj že desetletja ob pravilnem zaporedju zdravil, ki lahko zelo, zelo dolgo držijo bolezen nazaj. Se pravi, tudi če določeno zdravilo, ki ste ga zdaj omenjali, povzroča neželene učinke, ga lahko zamenjate z drugimi. Tudi to je, ja, ali pa prilagodimo. Neželeni učinki so kar spremljevalec praktično vseh teh skupin zdravil. Ampak te neželene učinke znamo prvič že dobro preprečiti, ali pa če se razvijajo, dosti dobro umiliti. Ne vsega, ampak lahko omogočimo zelo dobro kakovost življenja tudi takrat, ko so bolnice na teh zdravilih. Ne vedno, včasih je pa potrebna prekinitev zdravljenja ali pa zamenjava za neko drugo zdravilo z iste skupine ali pa celo končna prekinitev. Vedno damo na tehtnico to, kar bolnica pridobi z zdravljenjem in to, kar zdravljenje slabega prinese s sabo. Vedno iščemo to ravnotežje. Kako se je kemoterapija spremenila skozi leta? Kemoterapija še najmanj je relativno konstanta v zdravljenju. Kemoterapija je najstarejše sistemsko zdravljenje, ki sega nekje v čas po drugi svetovni vojni. Nekje prva zdravila za zdravljenje razsejane bolezni smo v Slovenijo dobili že v začetku 70. let. Prva poročila o uspehih zdravljenja segajo v letu 1973. V dopolnilnem zdravljenju pa so se začela pri tem raku dojke, ki je omejen na samo dojko, to je zgodnjem, pa tam nekje v konec 80-ih, v začetku 90-ih let. In ti citostatiki se niso pomembno spremenili. Še vedno se isti uporabljajo v malo drugačnih kombinacijah, v malo drugačnem sosledju, ampak so neka konstanta. In tle so, kako je rekla, ob kemoterapiji najbolj poznamo vse neželene učinke in so se v bistvu vseh teh desetletjih bolj razvijala zdravila za preprečevanje neželenih učinkov, zdravila proti slabosti, ki jih imamo že celo vrsto. Danes skoraj da ne dopustimo bolnici, da ji je slabo ali pa da bruha, ker tega ni potrebno, ker lahko zdravili to umilimo, preprečimo. Malo manj lahko naredimo, kar se tiče utrujenosti, izpadanja las. Imamo sicer na voljo pri določenih vrstih citostatika zdaj take ledene kape, ki jih imajo bolnice med kemoterapijo nameščene, vendar ni to pač optimalen način. Ne obdržijo vse lase, pa predvsem pa ne pri vseh terapijah. Se pravi, v preprečevanju neželenih učinkov lahko zelo, zelo, zelo pomagamo kemoterapije. Bolj problem je pa hormonska terapija, ki ne naredi, sama ta antihormonska tabletka ne naredi nekih direktnih neželenih učinkov, ali bolj indirektne, ker zmanjšuje nivo ženskih spolnih hormonov in lahko včasih zelo mlado žensko spravimo v menopauzo in takrat so pa lahko ti simptomi zelo hudi, neki vročinski oblivi, nespečnost, kognitivne motnje, lahko tudi bolečine v sklepih, mišicah, suha nožnica, kar prinese s sabo težave v spolnosti in to. To pa so tiste hude težave, ki jih moramo naslavljati in pri teh težavah pa pravzaprav največ bolnice lahko naredijo same z rekreacijo, z res redno športno dejavnostjo, aerobno, kot tudi, na primer, vaje za mišično moč. To je dokazano, ne samo, da zmanjšujejo težave v hormonski terapiji, ampak celo zmanjšujejo tveganje ponovitve bolezni. Vsem tem jih moramo učiti, vsem tem jih moramo pomagati. Ker ne smemo pa jim dati neke hormonske terapije, nadomestne hormonske terapije, ker bi s tem izničili uspehe zdravljenja. Sicer je pa za dober namen. Vse, kar počnete za to, torej za preživetje. Tako. Kdaj se odločite, da za kirurško odstranitev dojke ali celo obeh? Zdaj, večinoma je kirurgija minimalna. To se pravi, se naredi minimalen obseg operacije. To se pravi, odstrani se sam tisti delček dojke, kjer leži tumor, in samo 1 do 3 pazdušne bezgavke. To je pač ta nova kirurška tehnika. In če raka odkrijemo dovolj zgodaj, ko je majhen, je taka operacija popolnoma dovolj. Kar pomeni, da ne prinaša sabo nekih kasnih zapletov,
kirurške operacije, ne? Ni to, in podoba ženske postane popolnoma enaka. Razen neke nežne brazgotine, kisel pa se ne vidi, praktično se ne vidi nič, da je bila nekoč zdravljena kirurško zaradi raka dojke. Seveda pa je včasih pa potrebno odstraniti celo dojko. To je, če so tumorčki na več mestih v dojki, so tako imenovani multicentrični tumorji, ali pa, če je dokazano, da gre za dedni rak, ko dokažemo mutacijo BRCA1 ali BRCA2 gena, ta je relativno pogosta v slovenski populaciji. Tudi to imamo izjemno dobre rezultate našega oddelka za genetiko, kjer so pravzaprav pretestirali v zadnjih 10 letih 1/3 vseh bolnic z rakom dojke, ali je prisotna ta mutacija ali ne. In so ugotovili, da je pravzaprav pogostost mutacije pa nas nekoliko večja, kot pa kažejo globalni podatki. Ne? Globalni podatki so tam nekje 5-6% v celi populaciji raka dojk, pa nas jih je tam skoraj 10%. Pa to je negativnem raku, naprimer skoraj 30%. No in če vemo, če imamo ta podatek, da je ta mutacija prisotna, pa vemo tudi, da je tveganje, da bi se rak dojka razvil v drugi dojki zelo veliko. In takrat pa ponudimo možnost odstranitve ne samo bolele dojke, ampak tudi druge dojke. Tle pa nastopijo na vrsto še plastični kirurgi in seveda lahko naredijo takojšno rekonstrukcijo z lastnim tkivom ali pa ustavijo tako imenovan tkivni razširjevalec, se odstrani pač vso tkivo dojke in tudi koža nad tem tumorjem, ne, in potem morajo to kožo razširiti, da lahko kasneje ustavijo silikonski vsadek. In estetski izidi takih plastičnih operacij so pravzaprav danes po znanju naših plastičnih kirurgov pravzaprav izjemno lepi. Ne, in bolnice pravzaprav nove dojke dobijo. Ja, kar je seveda zelo pomembno čustveno za samozavest. In, ali imate veliko pacient, ki se ne odloči za zdravljenje, ali pa naprimer se bojijo kemoterapije, pa rečejo, to raje ne bi. Kako ravnate v teh primerih? Žal, imamo kar nekaj takih bolnic. Ne bom rekla, da številka narašča, vsako leto jih je nekaj takih. Pravzaprav, mislim, da vsi enako postopam. Bom povedala, kako postopam jaz. Jaz jim pač razložim, da to ni dobro za njih, da zdravljenje odklonijo. Ponavadi tudi podpišejo obrazec, da odklanjajo zdravljenje. Potem jih pa vodim naprej. Oni še vedno hodijo k meni na preglede. Vedno upam, da se bodo odločile drugače. Če pa ne spremenijo zdravljenje, pa pač vodim tako kot ostale bolnice, ki se odločijo za zdravljenje. Torej, je to odločitev, ki jo morate spoštovati. Seveda. Kaj pa navajajo? Vedno je zadnja beseda bolnika. Ja, absolutno. Kaj pa navajajo kot razloge? Zakaj? Da se bojijo neželenih učinkov. Naprimer, nazadnje je ena gospa razlagala, da je pa ona videla pri teti, ki kemoterapija nič pomagala, če bo jo za čisto drugega raka dobila in da ona skozi to že ne bo šla. Potem sva se pogajale mogoče, da bi saj hormonsko terapijo sprejela, ki ponovadi v takih visokorizičnih rakih sledi kemoterapiji, če so pač hormonski receptorji pozitivni. Je tudi to odklonila. Tako da nima nekega, za odklonitev hormonske terapije ni imela nekega pravega razloga, ampak noče, ne bo ji pomagalo, zakaj pa bi? Pa se kdaj potem vrnejo, ko je stanje že tako težko, da jim več ne morete pomagati? So tudi taki primeri. Vedno se nekaj da pomagati, če ne drugače, vsaj z lajšanjem simptomov bolezni. Tudi ko bolezen razseje, seveda imamo na voljo veliko zdravil, vendar se take gospe ponavadi tudi takrat ne odločijo za zdravila. In pomagamo. Problem je tudi, da včasih iščejo neke alternativne metode, ki so res nepreverjene, pravzaprav brez pomena, da se ukvarjajo z njimi, ampak tudi to sprejmeš v zakup, sej je njihova odločitev. Bolj sem jaz včasih malo jezna in razočarana nad ljudmi, ki take nepreverjena zdravljenja pravzaprav prodajajo in pravzaprav na nek način celo vsiljujejo tem ženskam. Ampak to je pač njihova odločitev. Res je, odločitev treba spoštovati. Ali se vi kot onkologinja bojite, da bi zboleli za rakom? Pomislite kdaj na to? Pomislim.
ampak se ne bojim na nek način. A ne. Če bo do tega prišlo, pač toliko poznam onkologijo, da vem, da se veliko lahko naredi. A ne. In da se lahko zaradi večine rakov pravzaprav ozdravi. To je pogosta diagnoza. A ne. Če že pogledate, ne, za rakom dojk, kot sem že rekla na začetku, več kot 1500 žensk na leto zboli. In prevalenca, to pomeni število trenutno živečih žensk v Sloveniji z diagnozo raka dojk v preteklosti, ali pa ki se trenutno zdravijo od tega raka, je že čez 20 000. To je pogosta bolezen. In verjetnost, da jaz zbolim ali pa da vi zbolite, ni majhna. 1 na 10 žensk, v Ameriki so začeli 1 na 8 žensk, pa nas nekje 1 na 10 žensk, bo verjetno do svojega 75. leta starosti zbolela za rakom dojk. To se pravi, to je realnost. Je realnost, ja. Še vedno velja 5-letno preživetje, da je eno preživetje 5 let, torej če po 5 letih so brez bolezni, da veljajo za ozdravljene? Velika verjetnost je, da so ozdravljeni, ni pa to ne pomeni nujno. Ne? Pri teh hormonsko odvisnih rakih lahko pride do ponovitve bolezni čez 20, 30 ali celo več let po diagnozi. Neka ta speča celica ostane in se takrat razvije v metastazo. Tako da ne moremo govoriti, da če imamo trenutno v Sloveniji 88% 5-letno preživetje raka dojk, je to bolj nekje statistični prikaz uspešnosti zdravljenja, da se lahko primerjamo z drugimi državami, da vidimo, kje smo, ali se izboljšujemo ali ne. Ne pomeni pa to, da jih 88% 5 let, tistih, ki jih je živih in zdravih 5 let po diagnozi, da bo to 30 let, če bi to isto, 30 let kasneje, če bi to isto skupino gledali. Bo blizu, ampak ne bo 88%. Ne? To je bolj statistična metoda, da se spremlja uspešnost zdravljenja in da se lahko seveda primerjamo z ostalimi. Ne? Se pogosto zgodi, da nekdo, ki je prebolel enega raka, čez 10, 15, 20 let zboli za nekim drugim tipom raka? Seveda, ogromno imamo takih bolnikov, a ne, ki so, jaz sem imela bolnico, ki se je za 6 različnimi raki zdravila. Tako da je možnost, ne? Pa niti ni nujno, da je to gensko pogojeno, ampak tako je, naključje. Tako da jih je veliko. Veliko je takih, ki se zaradi 2 rakov dojk v različnih življenjskih obdobjih zdravijo. A ne? Pa na to lahko vpliva tudi zdravljenje prvega raka, da nekako vpliva zelo dobro vprašanje. Lahko zdravljenje nekega predhodnega raka vpliva na pojav drugega raka. Redko kdaj, da bi zdravljenje raka dojk vplivalo na pojav drugega raka dojk. To je redko, ampak naprimer veliko kar nekaj mojih bolnic je takih, ki so se v mladosti zdravile zaradi limfoma, Hodgkinova limfoma, katerega način zdravljenja je bilo v preteklosti obsežno obsevanje prsnega koša in so kasneje dobile rak dojke, ki je verjetno v tem primeru nek sekundarni rak nastal zaradi obsevanja v preteklosti. A ne? Tako da to je možno. Ali pa naprimer pri raku dojk imamo nekaj sekundarnih levkemij zaradi citostatikov, ki so jih prejele in je možnost, da se neka druga bolezen zaradi tega razvije. Ampak to so redki primeri in na teh redkih primerih ne moremo reči zaradi te možnosti levkemije, čez 20 let pa ne bom kemoterapijo dobil, ker ima takrat, ko ti zdraviš nekega raka, takrat veliko večji pomen. Seveda rešuje svoje življenje. Tako. Kaj bi za konec svetovali tistim ženskam, ki so ravno zdaj dobile to diagnozo ali pa so v procesu zdravljenja? Kakšna bi bila vaša topla misel zanje? Absolutno naj gredo brez strahu v zdravljenje, da živimo v državi, kakorkoli se že pritožujemo nad zdravstvom, da živimo v državi, ki ima eno najboljših dostopnosti do zdravil, tudi najmodernejših bioloških zdravil v Evropi. A ne? Tako da bodo zagotovo dobile ustrezno zdravljenje, tako kot bi ga kjerkoli v bogatejši državi, ki ima na razpolago
tudi več zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Mislim, da so v naši državi v dobrih rokah. Ni vse idealno, ampak lahko z kar veliko samozavestjo rečem, da je dobro poskrbljeno zanje. Hvala lepa. Hvala, ker ste bili moji gosti in hvala, ker opravljate tako pomembno delo. Hvala še enkrat za povabilo. Vsaka ženska, ki zboli, potrebuje zanesljive informacije, strokovno podporo in upanje. In prav to ji lahko da pogovor, znanje in občutek, da ni sama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.